Rodil sem se 31. zadnjega avgusta leta 1929 v Mariboru. Na domu pri babici oziroma stanovanju, kjer je stanovala tudi moja mama, domači porod. No in potem sem živel pravzaprav pri stari mami, ker mama je bila skozi v službi, pri stari mami in starem očetu, ki je bil pek. Zato lahko rečem, da kruha v življenju nikdar nisem stradal. Mama je bila uradnica v Mariboru, oče pa bil trgovec v Gosposki ulici, so imeli trgovino. Tudi sestra od moje mame je bila v službah in je njena hči bila tudi pri stari mami, tako da je stara mama praktično naju vzgojila. Stara mama je bila tak fenomen, ona je bila malo iz stare šole, včasih je imela v Laškem celo svoj hotel, dobra kuharica, taka imenitna gospa, ki je med slovenščino zelo rada kakšne nemške besede vmešala in s tem dokazala, da je tudi ona gospa imenitna, da zna nemško in res dobro nemško govorila. In tako sem se verjetno pri njej tudi nemščino naučil. Osnovna šola v Ločah v času okupacije, ko so bili Nemci, tako da sem mogel delati, meni se zdi, 2 razreda osnovne šole v nemščini. Ker sem že prej tako dober z nemško, mislil, da znam nemško, so me predsporabili za prevajalca, ampak sem hitro mogel nehati, ker enkrat sem tako prevedel, da drug dan ni šole, nekaj in pol nobenega ni bilo v šolo. No, potem sem šel v nižjo, tako zvano nižjo gimnazijo, nemško v Konjice, sem tam hodil 2 leti, imeli smo mladinsko organizacijo v Ločah, in tam sem jaz bil glavni urednik s tem časa. Pa pesence sem že pisal, pa takšne zadeve. No, in ko je prišlo nekega dne vabilo, oziroma da bi morali izbrati nekoga, ki bi šel novinarski tečaj v Ljubljano, so mene predlagali. In tako sem prišel 46. v Ljubljano na novinarski tečaj na Bellevue. Tam nas je bilo okrog 20 iz vse Slovenije. V tem novinarskem tečaju je bilo zanimivo in potem smo imeli na koncu izpite tudi, oziroma vsak je mogel eno stvar napisati. Jaz sem pisal, kaj je že bilo to, o Dražgoški bitki, o Dražgošah. Jaz sem s tistimi ljudmi, to je bilo neposredno po vojni, se pogovarjal in tiste mamice so mi to tako živo pripovedovale, kako so te strahote Dražgoš preživele. Jaz sem to eni reportaži napisal in ta reportaža je bila najboljša. Je bila objavljena celo v Slovenskem poročevalcu takrat in zaradi te reportaže me niso več spustili nazaj v moje ljube Loče. Tako sem postal novinar. Slovenski poročevalec je bil takrat glavni časnik. Tam sem bil v službi, v začetku so me dali v zunanjo politiko. No, ampak ko sem prvič prevedel en članek iz srbščine, spolno politiko, prevedel v seksualno politiko, sem jaz nehal mojo zunanjo politiko in so rekli, zdaj bo šel pa, so me dali tjale, pač taka lažje zadeve, poročila, vesti sem pisal. Ko sem bil pri poročevalcu, so rekli, da moraš pa tudi šolati se, in tako sem šel v večerno gimnazijo ob službi. To so bila moja, bi človek rekel, slaba mladostna leta. Ko so šli drugi zvečer plesati, jaz pa mogel v šolo. Čez dan pa v službo in še učiti sem se mogel zraven, da sem se pritolkal do mature. No in potem, ko je bila matura narejena, kaj pa zdaj? Kaj boš študiral? Ja, so rekli, boš novinarstvo. V Beogradu je bila visoka novinarska diplomatska šola in tako sem se jaz na to šolo vpisal in sem tam izpite hodil dol delati, tudi spet izredno, ker sem skozi bil v službi. To nižjo stopnjo sem napravil diplomacije pa novinarstvo in potem so pa šolo ukinili zaradi informbiroja. Kaj pa čem zdaj študirati? In sem ugotovil, da je zame najbolj zanimiva etnologija. Tam so bila, Zupanič je imel taka zanimiva predavanja, seksualno življenje Eskimov, Indijanci,
To me je nekje privleklo, no, in lepega dne grem k profesorju, imel tam gor, kjer je zdaj univerzitetna knjižnica, eno sobco, polno založeno s knjigami. Kaj pa bi rad, sem rekel, jaz bi se pa rad dogovoril, če bi lahko pri vas študiral. Ja, pa se je zanimal, kaj sem rekel, sem pa novinar in tako naprej. Takrat sem bil že kar, znan novinar, sem že kar na reportaže sem se vrgel in sem kar nekaj takih odmevnih reportaž napisal, med drugim tudi prvo povest, ki je bila objavljena v takrat časniku o prostituciji v Ljubljani. To je bil šok, da v socializmu je lahko prostitucija. To je kar v nadaljevanjih izhajalo, povest brez konca, vse sem nekje spremenil v francoščino, tudi jaz sem se verite podpisal, nekaj takega, ampak to je bil šok za Ljubljančane in za policijo. Policija so me tudi poklicali, če bi jim povedal, kakšna imena, sem rekel, to pa, če vi ne veste, katere punce so to, jaz pa jih tudi ne bom izdal. Županič pa tako resno, potem je rekel, naj bo, pridite na predavanja. In tako sem postal jaz študent etnologije. Priznali so mi kar nekaj izpitov iz Beograda, tako da sem lahko šel kar naprej že tudi, nekako drug letnik. In sem študiral izredno, jasno, mi skozi v službi, zato se mi je toliko teh službenih let nabralo na koncu, ampak midva s Cevcem sva edina bila fanta, ki sva s temi puncem se prebila do diplome, kaj sem že diplomo, Borovo gostivanje v Prekmurju. Dosti sem hodil kot novinar po Sloveniji in sem takrat naletel na ta Borova gostivanja. Na to sem pa se poglobil malo zgodovino, vse te stare prekmurske časnike nazaj pregledal od začetka njihovega nastanka, kdaj je bilo kaj zapisano. In sem to pripravil tudi v eni razpravi, občina Murska Sobota, ali okraj Murska Sobota, so mi dali nagrado za to diplomo. Dobil sem 10.000 dinarjev je bilo takrat. Za to nagrado sem povabil cel seminar na eno od naslednjih Borovih gostivanj in smo se en teden skoraj luštno imeli v Prekmurju za ta denar. To je bilo takšno, ko ni bilo avtobusov, smo se vozili naokrog s tovornjaki pa. To so bila takšna zadeva. Jaz sem tudi v glavnem celo Prekmurje prevandral z kolesom. In še danes me tam imajo recimo v kakšni vasi za svojega. In tako sem jaz nekega dne prišel na televizijo se pogovarjati z direktorjem Perovšek, ki je rekel, ti boš kar k nam prišel. In tako sem prišel na televizijo kot 7. To je bilo taka začetek ljubljanske televizije. Moram reči, da je bila ta nova avantura zame. Nič nisem znal. Nič nisem imel pojma o televiziji, nekateri se spomnim, Beno Hvala, pa še nekateri drugi so bili že v Ameriki, se nekaj izpopolnjevali, so saj malo vedeli, kaj je to televizija, jaz pojma nisem dosti kaj imel, tudi gledal jo nisem, ker pač ni bilo ne televizorjev. Ampak sem prišel in padal v vodo in sem mogel plavati. Plaval sem tako, da smo v začetku vse mogoče počenjali in vsi vse počenjali. To je bilo krasno obdobje, ko nas je bilo tam še do 20, 30. Smo vsi delali vse. Bil sem novinar, bil sem urednik. Ko sem snemalce spremljal, sem se naučil snemati s kamero. Bil sem režiser tudi že potem. Scenarist, sem začel scenarije pisati, pa sem Bevkovega Tončka, to povest, dramatiziral tudi je bila potem na televiziji. Kot režiser sem bil celo pri kuharskih oddajah, smo imeli mojstra Ivačiča. Ko sem prišel na televizijo, pa že prej sem se ukvarjal z kulturnem življenju na vasi, preko sindikatov pa Zveze kulturnih organizacij, smo imeli te seminarje oziroma klube organizirali. In potem smo te klube prenesli v televizijske klube. Redke vasi so imele en televizor, navadno v zadružnem domu, v kulturnem domu. In smo potem hodili in jih spraševali, kaj si še želijo, kakšne oddaje po teh klubih in tako so nastajale potem tudi naše oddaje. Jaz sem bil glavni organizator teh klubskega življenja v Sloveniji. To sem začel, to je bilo moje eno obdobje. Jaz sem bil v bistvu, moram se tudi, tako sem pomal bolj novinar kot etnolog.
ker to je bilo. Ampak etnologija mi je dosti pomagala, ker sem stvari poznal. Prepotoval sem že prej celo Slovenijo skoraj. Tam sem imel še eno oddajo, Pionirski mozaik, ki smo šli dva pionirčka smo vzeli sabo ali tri in smo šli nekam, recimo na morje. Pa smo življenje ribičev posneli in potem predvajali ta filmček, zraven pa še živo v studio. To je vse živo šlo, ne. Moja prva taka je bila pa spomin na mojo diplomsko nalogo, Borovo gostivanje, in sem tudi prvi televizijski dokumentarni film napravil o Borovem gostivanju v Prekmurju. To je bila svojevrstna dogodivščina. To smo v parih dneh posneli tisti film, pa smo šli še na pravo aukcijo, tako da smo primerjavo delali med Borovim gostivanjem pa pravo gostijo. Nevesta že čaka, visoka in vitka je s čudovito razmršeno frizuro. Težko je slovo od njenih staršev, toda gostivanje mora biti, pa čeprav samo Borovo. Nevesta pa je previsoka, da bi jo lahko ženin objel, vendar ne za dolgo. Stražarji so ji očuvali vrh, njeno glavo. Ta aukcija v Puconcih posneta, pa smo pa sinhronizirali pravzaprav ta film, ne. Skratka, to je bil nekako moj prvi prvenec filma, no, drugi je bil pa Sinji trilček, kjer sem tudi malo ga etnološko obarval, to je bil pa prvi turistični film na televiziji. Smo tudi šli trije snemati v Portorož, meni se zdi, v enem tednu smo ga naredili. Kumar je bil dober snemalec, pa sva se vedno kregala za kadre, kakšen kader, Kumar rekel tako. Jaz sem bil pa režiser, ne, sem rekel, jaz bi pa tako, rekel, mojster, dajva se zmeni. En kader za vas, en kader za mene. Jaz sem bil pri montaži pa glavni. Htel sem pa tam imeti eno pesemco, tak, ki bi malo privzdignila Portorož. Vodopivec mi je napisal besedilo. Ježka sem dobil enkrat bifejo v televiziji, tam smo se vse zmenili, tam smo vsi bili, se je dal tam s kolegi dogovoriti. Sem rekel, bi mi ti eno pesnico napisal. Je rekel, kdaj pa ti to rabiš? Sem rekel, jutri, Ježek. Drug dan mi je prinesel napisal, da jo imam še sam sklele. Pela je Ognjanovičeva, krasen to je pesem o Portorožu, zdaj so jo celo pred par leti, ko so podeljevali te Ježkove nagrade, so jo obnovili, malo posodobili in je prav lepa pesnica. Pa tudi film meni je bil všeč. To je spet posebna zgodba, kako sem jaz v muzej prišel. Boris Orl, ne, je umrl in potem je nastala potreba po novem direktorju. V muzeju se nikakor niso mogli zbogati, kdo bi bil od njih. In dobim nekega dne pismo. Za božjo voljo, Boris, reši nas. Ne moramo se mi zbogati, kdo bo od nas direktor, in vsi mal z velikim upom oprti vate, da bi bil. Pisala mi je pa Marija Makarovič, moja sošolka, izvolili smo te. Kako je to enostavno, ne? Ampak prišel neko novo področje, ne po stroki, ampak po samem načinu muzejskega dela. Prišel v muzej in tu sem bil. Prvo sem ohranil te ekipe, ki sem jih že prej spremljal. Sem prej že kot novinar bil dosti teh ekipah. Pa v Brdih, navadno me je Orl sam povabil, pa v Škocjanovi ekipi, pa še pozneje, ko sem kot novinar pisal več o teh ekipah. No in tako sem jih v začetku tudi ohranil in tako je prva bila že moje prvo leto službovanja Pohorje. Ko smo šli na teren, sem jaz še kaj posnel in tako je nastal film o Pohorju. Skratka, vsako stvar smo
lahko dokumentirali tudi z filmom. Pa še nekaj je bilo, te filme sem potem tudi nekako lahko posredoval prek televizije in tako je muzej prišel malo širšo javnost. No, to je bila ena stvar in druga stvar je pa, ki sem jo morda uvedel, občasne razstave. To je zahtevalo spet malo več angažmaja, več dela, ampak potem, ko je bila razstava, so bili pa vsi zadovoljni. Zadovoljni zaradi tega, ker se je neko njihovo delo pokazalo že in ker se je zbralo ogromno gradiva. Mi smo vsako to razstavo po 100 ali pa več predmetov zbrali, ne, ki so danes koristni v tudi stalni razstavi. Ne. Drugače jih morda ne bi bilo. Ne. Tako da potem smo imeli teh razstav kar precej, pa ne samo naše muzeje. To se je razlezlo tudi potem po drugih muzejih, ne, kot bolezen je šla ta pravzaprav. Ker če ima etnografski muzej, mora tudi narodni muzej, pa mora tehniški muzej imeti. Ker vsaka razstava ne samo nove predmete, nova spoznanja, ampak tudi isti obiskovalci so večkrat letno se vračali v muzej, drugače so poznali že to stalno razstavo in so prišli morda enkrat, ali pa jih sploh ni bilo. Ne. Ko smo imeli letno 3, 4, 5, 6 razstav, od tega so bile morda 2, 3 zelo odmevne, kar nekaj jih je bilo vraževirje na Slovenskem, maske, pot smo v teh naših raziskav, ekipah tudi napravili, recimo Južno Pohorje. To je ena stvar, druga, sem se dogovarjal s televizijo za direktne prenose z teh razstav. To je bila tudi ena taka novost za televizijo. In smo imeli enourno oddajo o vraževirju iz muzeja, pa enourno oddajo o maskah. Tam je bil glavni profesor Kuret, ki je te maske imel v malem mezincu. No in drugo je pa tudi, muzej je širše publiko dobil. Se ni bilo še takrat ne vem koliko televizijske publike, ampak jih je bilo kar že nekaj. In tako je muzej se promoviral skozi direktne prenose tudi. Drugo je bilo tako, da smo šli z razstavom tudi v Portorož, gostovanja, ne, prvo po Sloveniji smo imeli več razstav, potem smo zelo dobro sodelovali recimo z Beogradom, še bolj kot z Zagrebom in smo tam izmenjali vsako leto za eno, če ne 2 razstavi. Ne. Mi k njim, oni svojo razstavo k nam. No, ime je samo po sebi prišlo, zaradi tega, ker so tudi drugod začeli ustanavljati etnografske muzeje. Ne. Sem rekel, mi pa moramo zdaj biti osrednji muzej in tako je nastal Slovenski etnografski muzej. Jaz sem imel pač te navade že malo prirojene od televizije. Sem bil malo zastrupljen s filmom, no in tako smo pol celo prišli. Jaz sem imel svojo kamero, še eno tako, ne vem kaj je že bila, ampak taka enooka, zelo primitivna, ampak sem z njo kar snemal. Potem smo do Pajardke prišli, je muzej odkupil in potem sem s tisto Pajardko pa že 3 objektivi, pa tako se je že dal nekaj posnet. Ne. Takratni kustosi so malo po stran gledali to snemanje, kaj se pa kuhar tukaj gre. To je bilo nekaj odveč, nekaj novega, ker verjetno ni sprejemljivo za etnologijo. Ne. Morda je preveč moderno, no, ampak pozneje, ko so videli, da je nekaj posneto, so malo morali mnenje tudi spremeniti. No. Res, to se moram, dobro blago se samo hvaliti, tudi pohvaliti, da sem morda to si res sam zamislil, da je film lahko sestavni del razstave. Ne. To se nam lepo pokazalo že pri Pohorju, prvem filmu že 63. In potem tudi kasneje smo večkrat kakšen filmček uporabili. Ne. To je nekaj živega, ne, in to ljudje vedno publika rada gleda. Se to potem tudi širi, se o razstavi je zanimiva, boš to videl. Ne. To se mi je zdel en tak pedagoški prijem za razstavo. Ne. To ni bilo, nisem za to dobil neko priznanje pri mojih sodelavcih kot neko enakovredno dejanje. Oni so raje to opisali, recimo izdelovanje kolesa ali ne vem česa, tako da bi to s filmom pokazali. Ne. Tako so izredno dosti delali še prostoročne risbe. Sem rekel, to je tudi nekaj, ne? Ampak že fotografija lahko več pove. Ne? Film je pa nekaj čisto živega, nekaj še več. Jaz sem se potem vse mogoče načine trudil, sem leta 1964 v Kopru organiziral prvi festival etnografskega filma. Sem zbral vse slovenske etnografske filme, bile so Bloške, Smuči,
Borovo gostivanje. In pa so bili iz drugih republik filmi tudi, kak češki. Izdal sem tudi ta lep katalog in to meni se zdi en teden vrtel tam. V muzeju niso film vzeli za nekaj resnega, ne. Noben se ni s tem tudi ukvarjal, razen kuharja, ne. Pa še mene kot snemalca ali pa kot filmarja niso vzeli resno, ne. So rekli, to nekaj, kar morda čist ne sodi v muzej. Pustimo to filmarjem. Jaz sem imel to, ampak ker mi to ni bilo, tako bi človek rekel, niso bili drugi navdušeni za to, ne, pa sem sam tudi malo pustil, pa začel z drugimi zadevami, ne. No, potem so prišle še Goričane zraven, ne. Skuškova zbirka kot začetek smo tam postavljali. No, ampak Goričane so prišle kot nalašč, da smo nekaj več prostora dobili. Ker mi smo sam gledali, kje bi lahko muzej razširili, nismo imeli prostora za depoje, vedno več je bilo predmetov. Mislim, da se je v mojih teh 25 letih kar za več kot enkrat povečala število predmetov muzejev, ki mu danes koristno služijo za stalno razstavo. Potem ni bilo prostora za občasne razstave, ne. Mi smo hteli večje razstave tudi delati. No in tako so Goričane so to vlogo potem prevzeli, ampak prevzeli za en del za izven evropske, ker prej tega ni kaj dosti bilo, no. Jaz sem pa rekel, tudi to je lahko zanimivo, da malo spoznamo Slovenci, kako drugi narodi živijo po svetu, da ta pogled razširimo. In tako je Skuškova prišla, smo to razstavili v Goričanah. Potem smo imeli tam občasne razstave, vsako leto smo po eno, jaz sem tudi jih nekaj naredil. Pa so prišle take odmevne gostujoče zlato Peruja, Mehika, ki so nam prinesli tudi po 40 000 obiskovalcev po kratkem času. Skratka, Goričane so postale, bi človek rekel, božja pot k razstavam. Ljudje so se kar navadili, jaz imam fotografije, ko ni zdobil parkirnega prostora pred muzejem, pa je bil velik, vse je bilo polno. In so ljudje prišli, potem smo imeli tam predavanja tudi zraven, pa filmske predstave. Tako da smo dosti tega, tudi izven evropskih teh filmov, imeli v Goričanah in je bilo vedno dosti obiskovalcev, ne. Jaz se spomnim, pa smo takrat pridobili nekaj, ta Petkovškovo zbirko. Je bil Petkovškom, sva bila kar prijateljevala in on je bil pa Centralnoafriška republika, ne. Jaz sem ga navdušil, da je začel kaj in kako malo podučil in je začel zbirati afriške kulture. Ogromno, kar lepo zbirko zbral in je tisto zbirko potem muzeju podaril, ne. Tako da je kar precej iz teh Zahodne Afrike predmetov v muzeju. Potem druga taka je bila Fojtova zbirka. Jaz sem Fojta spoznal v Keniji, je prijateljeval z mojim prijateljem, ambasadorjem Peliconom takrat in prišel k njemu, on je bil tam profesor na umetniški šoli. Je imel pa doma lepo zbirko afriške umetnosti, že takrat, ko je prišel pred vojno, tam 38. leta, kdaj v Afriko, on je Čeh bil. Ampak zdaj ga je vedel, da dolg tam ne bo mogel več odstati kot belc na šoli, ker so počasi domačini prevzemali ne samo oblast, ampak tudi kulturo, šolstvo in tako naprej, ne. In bi rad šel nazaj v Evropo. In sva se pogovarjala in tako sklenila, on je bil navdušen, da pride v Slovenijo. In smo tisto zbirko pripeljali potem v Slovenijo, imeli celega Hudimana. Jaz sem zato organiziral potovanje 100 Slovencev z avionom. 6-krat so potovali tja ljudje z mano. Za pocen denar prišli v Afriko, bili en teden na safariju, tam si dosti Afrike ogledali. Mi smo pa lahko pripeljali to Fojtovo zbirko tudi v Slovenijo. Ljubljan, noben mu ni mogel zagotoviti stanovanje za njega, pa zbirko za razstaviti. To je pa njegov pogoj bil. No in jaz sem to uredil v Velenju s takratnim direktorjem Gorenja Atelškom, da je uredil stanovanje. Jaz sem to pokojnino uredil. No, tako je bilo to osnovno. In sem napravil prvo razstavo Fojtove zbirke v Velenju. Ampak to je bila nesrečen človek. Prvi dan, ko je prišel v Slovenijo, se je v avtomobilu zabil in bil mrtev. Žena je pa tukaj ostala, lepo stanovanje s hčerko in tako naprej. Razstava je potem prišla na grad, tako da ima zdaj tudi Velenje lepo zbirko, predvsem so tam na staro
Lutkovno gledališče, leseno in tako naprej. Tako da nekaj je kar dobrih predmetov tudi v tej zbirki. Potem drugo obdobje bi Afriko lahko imenoval, ki sem tudi čisto po naključju prišel. Nekaj sem takrat delal v prvem slovenskem letalskem podjetju Adria. In ti so imeli potem en let v Afriko, v Gvinejo, morali so tja peljati samokolnice, ker tam so organizirali naši neko opekarno. In je bil poln avion samokolnic, pa nas je bilo njih 5 zraven, ne. No, in tako sem jaz v Afriko prišel, tam so me ven vrgli, tam so me predali nekim našim, profesor Kavčič je bil dol. In takrat sem začel film snemati. Imel sem neko svojo kamero, ki ni delovala v tej vročini, pa sem jo ob tla metal, pa se je razširil film in ni bila prava perforacija. Ampak sem posnel kar precej iz Konakrija takrat, ne. Ker meni se zdi, so 2 oddaji nastali, tako po 20 minut. No, to je bilo moje prvo srečanje, ampak mene je Afrika tako začela zanimati takrat. Jaz sem se tukaj malo ukvarjal, zanimale so me maske. V Afriki je bilo pa to vse živo, ne. Kako so maske, prvi nastanki mask, oziroma za čemu služijo, tle pri nas že noben ni več videl. So samo maske imeli še, ne. Tam je pa bilo to še živo in zato me je Afrika začela zanimati. In tako sem hodil potem kar precej, skoraj da vsako leto, enkrat, dvakrat v Afriko, prvič za televizijo, potem pa tudi še, kot sem bil v muzeju, sem še hodil. Ko je nekako vsakeč, ko je zima prišla k nam, sem jaz malo na toplo šel. No, in si zmislil vse mogoče. V Keniji sem 2 meseca bil, delal en projekt za kenijsko državo, vpliv kulturnih dobrin na turistično ponudbo Kenije. To je ena študija nastala, zanimiva za njih, ker so se malo poravnali potem po tistem. To je moja trofeja z ribolova, 22 kg in 120 centimetrov. Tako kot marsikje v Afriki, tudi v Keniji čez reke ni mostov, temveč lahko prideš čeznje le s splavi. Tak je edini mogoč prehod čez reko. Ob splavu pa se zbirajo popotniki z vseh strani. Po oblačilih lahko spoznamo posamezna plemena. Girjamke so dostikrat nad krilom brez vsakega oblačila. Žene plemena Swahili so oblečene v črnino in tu so še indike v pisanih sarijih. Jaz sem 2 meseca imel na razpolago avto, šoferja in sem lahko po celi Keniji potoval. Vse to ogledal. Pa potem sem bil v Senegalu, sem bil na prvem kongresu afriške kulture. Potem sem bil še v Somaliji. V Somaliji sem tudi 2 meseca delal projekt Narodnega muzeja. Sem začel postavljati Narodni muzej in sem imel naš ambasador Hočevar, ki je bil takrat dol, je lahko šel 40 km samo okrog prestolnice. Jaz sem imel karto bianco za celo Somalijo in sem prepotoval celo Somalijo. Gor na sever do Džibutija, zanimivo, tam sem prvič dobil tudi vročico. In takrat sem rekel, gremo in smo šli, višal je spet nazaj iz morja. Tam je bilo blazen vroče, dočim sam tle na severu je bilo pa božanska klima, november, december. Tam je še tako bilo, bi človek rekel, po afriško starosvetno. Tako da sem precej od tam prenesel te znanja o starih afriških kulturah, ta problem plemen, ki je bil takrat tam pri njih zatiran, ker je nekako nek socializem vladal in so rekli plemena, pa mi nimamo tega, ne, pa vemo, koliko plemen v Somaliji je. Skratka, dosti sem videl in potem sem še hodil v druge dežele, mislim, da sem okrog 30 afriških deželah bil. Tako, po 14 dni, 1 mesec, ali sem kaj delal tam, navadno pa kot novinar, kot etnolog, bil sem na teh kongresih v Kongu, v Alžiru. Tam sem pa kar 15-20 filmov posnel, no, takih dokumentarcev. V glavnem so bili objavljeni na televiziji, nekaj pa tudi za muzej, v smislu, da Goričane malo mislil, ne, za predvajanje. Ker tam smo imeli tedensko, tudi navadno v sobotah, nedeljah predavanja, samogoča, v glavnem na to temo izven Evrope.
No, in ko sem šel v penzijo, so spet imel načrte za naprej. No, prvo me je začela zanimati, kako bi človek dolgo, dobro in zdravo živel. Začel sem malo zanimati za slovensko hrano, sem že prej dosti zbiral, ko sem po terenu hodil po Sloveniji. To sem potem objavljal v vseh mogočih časopisih, revijah, dosti tega zbral, skoraj 1000 receptov tudi. Zelo dosti sem fotografiral. No, prvo je nastala, meni se zdi, 100 dobrih jedi na Slovenskem, pri Prešernovi družbi, tisti zbirki 100. Nekako značilne jedi z vseh koncev Slovenije. Tako da moja prvo je bilo, ker se s tem ni noben tako resno ukvarjal, slovenska tradicionalna hrana. No, potem sem s to gostilni in potem sem prišel na hrano po posameznih pokrajinah, pa štajerska, pa dolenjska hrana. Potem sem se malo zgodovinsko hrano dosti ukvarjal, sem pisal o srednjeveški kuhinji dosti. Santonino, ki je tle v 15. stoletju hodil po Sloveniji in virno opisoval, kaj je po teh gradovih in župniščih dobrega jedu. Me je tako malo, pa tudi v moji vasi v Ločah je bil, pa v Konicah, pa na Koniškem gradu. To me je vse zanimalo in tako sem se to srednjeveško precej, pa baročno. Prva moja razstava, ko sem šel iz muzeja, je bila baročna kuhinja na Ptujskem muzeju. Tudi katalog, ki ga še danes citirajo, je edina nekaka pisana stvar o baročni kuhinji v Sloveniji. Kot vemo, ta preprosta hrana podeželja je bila res bolj enostavna. 16 zelje, pa je spet nedelje. Dočim ta praznična je bila pa kar bogata in nič ne zaostajamo v tem za drugimi narodi v Evropi. No, vse mogoče me zanimalo tudi hrana za zdravo življenje, tako sem v knjižico napisal za Ministrstvo za zdravstvo. Tako da sem tudi o domači hrani napisal za zdravo življenje, ne? Kako domačo hrano nekaj prilagodil, z manj maščobe, manj moke, prežganja ne poznam več. Se da pirčkom, s korenčkom, zgostiti, če hočemo že jeti, zgostiti, ne. Pri hrani se menja moda tako kot pri obleki in potem se menjajo navade jedilne tudi. Potem sem zelo dosti se ukvarjal z starimi rokopisi tudi, kar so stare kuharice pisale in tako je nastala ta kuharica. V Prešernovem času, ja, eno leto že kar človek rabi, ne, ampak razmišljam že o novih, čeprav sem rekel, ko sem bil 80 let star, sem rekel, da grem v penzijo. Ne bom nič več pisal, bom se sam še morda kakšne življenjske storije pisal. Spet me nekaj silijo, nekaj prosijo, daj pa še to napiš, pa ono napiš, pa gradiva imam še toliko, ne vem, kako bom to zmogel, ne. Ker zdaj nisem več čisto rosno mlad, sem že v srednjih letih.